Poročile na Koroškem radiju. Z vami je Jurij Berložnik. Pozdravljeni! Slovenija si že nekaj časa prizadeva, da bi postala članica Evropske vesoljske agencije. In čeprav že sedaj kaže dobro, so se pri Slovenski vesoljski agenciji odločili, da Evropsko vesoljsko agencijo prepričajo tako, da bodo v vesolje sami poslali prvega Slovenca. Dela so se že pričela na Uršlji gori, kjer je že naš poročevalec Bor Mašina. Bor, kaj se dogaja? Pozdravljeni, poslušalke, poslušalci. Ja, najprej naj povem, da je naprava, s katero bomo Slovenci v vesolje poslali prvega človeka, že skoraj končana. O, to pa je bilo precej hitro. Res je. Z mano je predstavnik Slovenske vesoljske agencije, dr. Stelato Raketo Mauriti. Dr. Stelato, povejte, kakšni so pravzaprav vaši načrti? Allora, na zadnjem sestanku smo se odločili, da je že zadnji čas, da tudi Slovenija vstopi v vesoljsko tekmo. Naši znanstveniki so izdelali načrt, ki se nam je zdel sprejemljiv, predvsem z finančnega stališča, in sedaj smo že v zaključni fazi. Kako pa to, dr. Stelato, da ste za lokacijo lansiranja izbrali ravno Uršljo goro? Allora, Montana Ursula, glede na to, da Korošci še dolgo ne boste dobili molto hitro strado, ma smo rekli, prego, pa dajmo jim vsaj nekaj drugega. Kdo pa bo prvi astronaut? Allora, ma se comprende, da je potovanje v vesolje mortale nevarno, zato ne moremo poslati kar nekoga, če bi slučajno šlo kaj narobe. Sklenili smo, da pošljemo osebo, ki je po našem mnenju že zdavnaj odslužila svoje, sicer ima apetito po absolutni oblasti in nikakor ne želi oditi, dokler ne bo vse po njegovem. In kot takšen se nam ni zdel importante. S tem projektom pa bo vendarle še lahko kaj prispeval za domovino, allora za patrio nacionale. Aha, Janez Janša. Tako je, eksakto. Gledam tole pripravo in zdi se precej lesena. Ma si, za Giovannija smo se odločili za leseno konstrukcione, ma za kaj več ni bilo soldi. In izgleda precej podobno stari vojaški oblegovalni napravi. Si, ma vi imate dobro okjo, res je, ma gre za katapulto. Pa je katapult dovolj močan, da vrže človeka v orbito? Pravzaprav, kam pa ga boste poslali? Allora, ma prvo smo Giovannija Janšo želeli poslati na Il Sole, na sonce. Kaj ni tam prevroče? Ma saj bi ga poslali po noči. Ampak potem nam je nekdo povedal, da tudi če bi ga zabrisali s hitrostjo decibela, torej 17 km na sekundo, bi rabil do sonca 177 tisoč let. A toliko tempo nimamo. Ma tako smo si rekli, da ga bomo vrgli kar na Luno. Tam bo presto, hitro. Tudi prav. Torej, očitno je vse pripravljeno. Gospod Janša že sedi v katapultu in maha z modro-rumenimi zastavicami. In zdi se rahlo živčen. Ja, poglejte, gospod, kaj me boste res zabrisali? Lejka, Janez! Gospa, pozdravljeni. Kaj ste že članica Slovenske demokratske stranke? Janez, a bi bilo res pametno, da bi si jaz kupila puško? Moj stari ima doma eno staro lovsko, tam testa je tak švoh, da se kar sama sproži, a veš, da si je prstne noge odstrelil. Adijo, komunajzerje. No, pa je šel. Veste, kaj me zanima, gospod Stelato? Kako pa bo prišel nazaj? Allora, zdaj moram pa res iti. Čau. Toliko z Uršlje gore, Bor Mašina, vrtam za resnico. To so bile poročile na Koroškem radiju. Oddajo so pripravili Jurij Berložnik, Urban Klančnik in Andraž Rus.